Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli na spletnem portalu Info360 v uri resnice. Moje ime je Aljuš Pertinač, tokrat sta z nami naša stalna komentatorja, dr. Peter Gregorčič in Edvard Kadič. Zdravo. Oba toplo pozdravljam. Tema naše nocojšnje debate pa je Golob ali Slovenija, kdo v resnici potrebuje vlado narodne enotnosti. Peter, če mogoče midva začneva tale pogovor, navajeni smo, da politiki govorijo nekaj v volilni kampanji, pa nekaj drugega potem po volitvah, ampak vseeno se mi zdi kar velik preobrat v izjavah predsednika vlade, še dosedanjega Roberta Goloba, ki je še na zadnjih soočenjih pred volitvami obljubljal, da se nam bosta cedila med in mleko, da nas čaka gospodarski razvoj in tako naprej. Zdaj po volitvah pa je čisto obrnil ploščo, zdaj pa pravi, čaka nas huda kriza, potrebujemo vlado narodne enotnosti. Kako ti to vidiš in kdaj misliš, da je Golob bolje zadev stanje? Pred volitvami ali zdaj po volitvah? Kot sem že večkrat rekel, gre za človeka, ki deluje na podlagi fokusnih skupin in s tem prilagaja svoje sporočila svojemu osebnemu PR-ju, torej svojim osebnim ciljem. In zato pač in pri tem nima nobene težave obrniti terminologijo, ne samo iz predvolitev na po volitvah, ampak celo iz jutra na večer. Tvoje drugo vprašanje, kdaj je bolj bliže resnici, mislim, da ni bil bliže resnici prej, niti zdaj. Namreč vlade narodne enotnosti gre za neko zlorabo zelo resnega pojma, ne potrebujemo, ker čeprav nam res grozi gospodarska kriza zaradi svetovnih dogodkov, pa vendarle nismo ogroženi od zunanjega sovražnika, bi se morali kot narod poenotiti. To je prva zadeva. Druga stvar je pa ta, da čeprav govori o vladi narodne enotnosti, njegova dejanja tega ne podpirajo sočasno. Namreč volivke in volivci so odločili, kot so odločili, lahko nam je to všeč, lahko nam to ni všeč. Pokazali so, da jim je, se pravi, da je polarizacija do polnosti uspela in da sta pola tako rekoč razdeljena na tanko, na polovico. In če bi želel kdo resnično sestavljati vlado narodne enotnosti, bi morda celo vodil dve ločeni pogajanji. Najprej bi na ena pogajanja ločeno povabil drugo največjo opozicijsko stranko, ki je prejela praktično, pustimo zdaj v detajlih, enako število glasov, in bi s tem se ta dva prvaka dogovarjala o tem, kam ta narod mora iti, in potem ločeno še z manjšimi strankami, ki pripadajo bodisi enemu, bodisi drugemu polu. Nič od tega Robert Golob ne počne, in tudi zato morda niti ni potrebe razen te, da pač ima težavo sestaviti koalicijo in da se znašel v neki povsem drugi realnosti, kot se je znašel leta 2022, ko je lahko vehementno čistil, kogar je želel, zaradi tega, ker je imel večino praktično sam s svojim Gibanjem Svoboda. Ja, zdaj Edvard, če nadaljuje tu, ker je Peter končal, a lahko govorimo o vladi narodne enotnosti, če vnaprej recimo izločiš praktično tretjino volilnega telesa oziroma tretjino tistih, ki so glasovali. Namreč Golob je rekel, pač sodelovali bomo z vsemi demokratičnimi strankami, SDS, ki je tako rekoč tik za njim ali pa praktično skoraj enak volilni rezultat dosegla, pač to ni. Jaz mislim, da si zdaj odgovoril že vnaprej, Izločiti eno tretjino v bistvu države ven iz svojih velikih idej o neki narodni enotnosti je sama po sebi preprosto neumnost. To najprej. Druga stvar je v bistvu, da pri Golobu, kar lahko spremljamo že ves čas tudi njegovega mandata in zdaj to zgodbo samo nadaljuje, je v resnici poglej, kaj govori in potem spremljaj ravno obratno. In edina prava dvoživka v resnici v političnem prostoru je prav Golob. Njemu dejansko, tako kot je Peter rekel, v resnici ni pomembno, kaj je recimo dobro za državo, kaj so neke stabilne razmere in tako naprej. On je začel svoj mandat s tem, da je zrušil pravzaprav oskrbo z gorivi in končal svoj mandat s tem, da je zrušil oskrbo z gorivi. Kar pomeni, da je v ozadju je samo vprašanje njegovega preživetja. Zdaj, jaz vlado narodne enotnosti razumem v primeru, če bi nas, napadali Italijani, Avstrijci, Madžari ali pa Hrvatje. Pač to se pravi naši, to mi je, ali pa recimo, da bi se zgodila neka enormna katastrofa, da bi na drugi strani Alp se dvignil nek vulkan in tako naprej in da bi v bistvu država potrebovala tovrsten pristop.
termin. Narodna enotnost je pravzaprav samo nek podaljšek nekega poskusa preživetja znotraj političnega prostora v polju, kjer ima relativno majhne možnosti, da bo sestavil vlado. On je vajen delovati in to smo videli v Geniju, to smo videli v bistvu tudi zdaj ves čas, v času njegove vlade, on je navajen delovati v nekem polju, kjer ima absolutno oblast. To je zapravo tak tipičen absolutist in tisti trenutek, ko mora priti na polje nekih dogovorov, nekih medsebojnih usklajevanj, celo razmisleka o tem, kaj je mogoče višje dobro od njegovega osebnega dobrega, če to v njegovi glavi v resnici sploh obstaja. Neko višje skupno dobro od njegovega dobrega, ne. Tako da jaz mislim, da je ta pojem, tako kot je bilo rečeno, zlorabljen, to je najprej. Na drugi strani je v bistvu ta element, ki se je vnesel v to PR vlado, katero smo spremljali 4 leta, je zgolj samo en podaljšek še naprej. Ne? In ta vlada, to se pravi, ali pa zdaj Golob in Svoboda s nekimi svojimi sateliti, bo, kot kaže, naredila vse, kar je v njeni moči, kar je na neki strani, na nek način legitimno, kar je v njeni moči zato, da poskuša vladati še naprej, kar pa je skozi moje oči problematično, je pa to, da se to poskuša izvajati z nekimi nenazadnje floskulami, z nekim pritiskom na javno mnenje skozi zvočnike, ki v resnici, tako kot vidimo skozi zadnje afere, skozi ta predvolilni čas, v resnici niti ni treba biti prav posebej, kar se je izkazalo, prav posebej brihten za to, da si premier. Pomembno je, da imaš dovolj močne zvočnike za to, da vsiljujejo nek svoj pogled. In to je pa, jaz mislim, da prava tragedija, zato jaz iskreno upam, da mu ne bo uspel v bistvu sestaviti vlade, zaradi tega, ker to, čemur smo bili priča zadnje 4 leta, jaz mislim, da si Slovenija ne zasluži več tega naprej. Omenil si prej, Peter, da so pač tesni volilni izidi, če gledamo tako blokovsko, ne, da sta bloka praktično izenačena. Zdaj bi rekel, da okoli enih strank skoraj ne more biti nesoglasij, kam paše, če tako rečem. Ne? Recimo, če damo na eno stran SDS pa NSI, pa damo na drugo stran dosedanjo vladno koalicijo. Ne? Kaj me pa zanima tvoj pogled oziroma vaj, no pa enako velja za Edvarda, glede strank pač Resnica pa Demokratov Anžeta Logarja. A lahko tudi pri teh dveh strankah bolj decidirano rečemo, v kateri blok pašeta ali vendarle ne? Zdaj, če bi se sam še eno stvar na Edvarda, se strinjam z vsem, jaz bi sam še tle dodal pri narodni enotnosti. Jaz mislim, da Roberta Goloba smo dobro spoznali njegovo delovanje v 4 letih. In zelo temelji na tem, če česa ne doseže, gre na diskreditacijo. In mislim, da je tale vlada narodne enotnosti kot nek humus, ki ga pripravlja za diskreditacijo vsakega, ki se mu ne bo želel priključiti, ne, pri čemer je recimo največjo opozicijsko stranko, ne, se pravi drugo stranko na teh volitvah, diskreditiral že vnaprej. To je posebej problematično pri človeku, ne, o katerem določene institucije še odločajo, zato ker namreč kaže na neko nerazumevanje ali nespoštovanje institucij. Naj pojasnim, se pravi, če označiš neko stranko za nedemokratično, jo s tem označiš v bistvu za stranko, ki deluje proti ustavnemu redu Republike Slovenije. Namreč Slovenija je demokratična republika, ne? To je ustavna kategorija. In po naši ustavi o protiustavnem delovanju političnih strank odloča izključno ustavno sodišče. Ne? Se pravi, ne odloča nek politik, če tudi je to politik stranke, ki je dobila na volitvah največ glasov, tega pooblastila nima in če tak politik to meni, bi moral sprožiti ustrezne postopke pred ustavnim sodiščem in potem prepustiti odločanje ustavnemu sodišču. Ne? Če pa temu tako ni, in sam mislim, da temu tako tudi ni, ne? Potem pa pač to lahko uporablja zgolj kot politično floskulo. Ne? Zdaj, glede tvojega vprašanja, kam sodita ti dve stranki, recimo v politiki se prepletajo nekako 3 pomembni elementi, ne? Ideološki, identitetni in programski. Ne? In vsaj po programskem sta obe dve stranki desni. Ne? Zanimivo tukaj naj povem, jaz sem morda en redkih ali vsaj prvih, ki je v tej neposredni predvolilni kampanji bil v tej oddaji vprašan, kam bi uvrstil Resnico, ne? In sem jo pač uvrstil na desno. Ne? Programsko je Resnica desna stranka. Zagovarja suverenizem, zagovarja nizke davke, ne? In potem me del desnega volilnega telesa napadlo, češ, ne?
resnica ni nikakršna desna stranka, se je vendarle Stevanović podpisal neko izjavo, s kom ne bo šel v vlado. Ne. Seveda, programsko je to desna stranka. Ne. In zdaj se mi zdi zelo zanimivo, ne. Ko se resnico potrebuje na desni strani za sestavo vlade, ne, nimajo tudi desni, tisti aktivisti, ne, težave proglasiti za desno stranko. Ampak resnica v programsko je bolj desna kot leva stranka. Ne. Sam sem sicer delal tudi podrobnejšo analizo volitev, mogoče kdaj drugič več o tem, in nekako njeno volilno telo je čez celoten prostor razprostreno, ker je tudi anti-establishment stranka, ne. Ja, Morda z rahlo centrirano levo, kar pomeni identitetno, ne, so jo ljudje videli kot ne desno, ne bom pa rekel, da so videli kot levo. Ne. Logar pa seveda, on je tudi sam sebe označeval kot desnega politika, sodi na desno stran, zdaj ta moja analiza pokaže ravno tako po celotnem prostoru. Jaz sem razvrstil volilne okraje glede na statistiko od leta 2011 volitev, ne, od levega proti desnemu in gledal, kje je stranka dobila nad ali podpovprečen rezultat glede na svoj lasten rezultat. Ne. Pri čemer je rahlo bolj orientirana desno. Imamo pa težavo pri tem, da v državnem zboru ne odloča stranka. Stranka je zgolj neka entiteta. Ne. Odločajo poslanci, ki so bili izvoljeni. Ne. Ja. In zdaj prav pri demokratih se vidi, da so tudi demokrati sami narobe ocenili, kdo je njihovo volilno telo. Ne. Namreč večkrat se pojavlja v javnosti komentar, kako volivke in volivci ne kaznujejo prestopnike. Ne. Sam mislim, da to lahko reče samo nekdo, ki bodisi ne pozna volilnega sistema, bodisi je drugače motiviran, da poda tako sporočilo. Namreč v našem volilnem sistemu volitev v državni zbor, žal, ne, volivke in volivci nimajo nikakršne možnosti kaznovati posameznih prestopnikov. Ne. Ti lahko voliš zgolj za kandidata, ki ti ga dala stranka v tvoj volilni okraj in s tem celo glasuješ proti svojemu favoritu iste stranke. Ne. Kar lahko volivke in volivci v tem sistemu trenutno naredijo, samo da kaznujejo stranko. Ne. Posameznike nikakor ne morejo. Ne. Zaradi tega je zelo pomembno, kje kdo kandidira. Ne. Recimo pri demokratih njihov predsednik se očitno vštel, ne. Ko ni kandidiral v volilnem okraju Vič Rudnik 4, ker je bil prej izvoljen kot SDS-ov poslanec, ampak je šel v nekoliko bolj desen volilni okraj, ne. To je Logatec, je tudi večji, ne. In ga je v tem volilnem okraju prehitel njegov, se pravi, sokandidat. Ne. Kar še ni bilo izpostavljeno, sem šel gledati te analize, recimo, jaz mislim, da so tudi računali, ne, da je bila izvoljena njihova generalna sekretarka, vsaj predstavljam si, da če daš generalnega sekretarja na volitve, da bo izvoljen. Ne. Kandidirali so jo v volilnem okraju, v volilni enoti Gorenjski, ne. V volilnem okraju Kranj 3, ki je drugi najbolj desen volilni okraj, bolj desen od njega je samo še Škofja Loka 2, ampak tam verjetno so ocenili, da imeli prevelike težave, ker preveč pobere SDS. Ne. In bila pa izvoljena poslanka iz Radovljice 2, ne, ki je po sortiranju volilnih okrajev znotraj te volilne enote nekje na sredini med levo in desno. Ne. Skratka, eno vprašanje, kaj je program, če zaključim zdaj odgovor na tvoje, eno vprašanje, kaj je program neke stranke, ne? Ampak če bi volili volivci program, potem Gibanje Svoboda ne bi dobilo že v prejšnjem mandatu nikakšnega rezultata, v tem pa tudi ne, ker programa preprosto nima. Ne? Drugo je, kdo je tvoje volilno telo. Ne? Tukaj se pokaže, v katerih volilnih okrajih si bil izvoljen in potem recimo, da se demokrati nekje uvrščajo v desno sredino. Ne? In tretje je pa pač, kako se potem ti identificiraš in kakšen izkupiček želiš iz tega potegniti, ko glasuješ za neko koalicijo. No, meni se zdi zelo pomembno to, kar je Peter, kar si zdaj na koncu povedal, ne, da ljudje ne glasujejo za program. Ne. Da je, dajva reči, zelo majhen odstotek tistih, ki glasujejo za program in ki potem iz tega ven, iz programskih izhodišč, da bi sklepal zdaj, ta sodi levo, desno, sredino ali kamorkoli. Ne. Pri teh dveh konkretnih, to se pravi pri resnici in demokratih, ne, imamo na eni strani resnico, katero so označali antivakser, to se pravi anticivilski protesti in Stevanović, kako skače po cesti, po obvoznici in kar pomeni, da ga je volilno telo desnice, ki, dajva reči, v glavnini podpira SDS, enostavno izločilo kot neprimernega. Ne. Če temu dodamo še njegove skapade s Srbi in s tem srbskim pridihom, ne, je to že v bistvu problem. Ne? In tukaj se jaz strinjam, ne, da se ga potem začenja uporabljati ali pa izrabljati za aktualne trenutne navezave znotraj nekih tvorbe, nekih koalicij, kako bi lahko bilo, kako ne bi bilo. Ne? Jaz bolj resnico vidim
skozi program jo bolj vidim kot, bom rekel, neko stranko, ki na podlagi nekega zdravega razuma želi nekaj izpeljati. To se pravi, ne vem, nižati davke, se zavzemati za državo bolj in tako naprej, ta del. Demokrati po drugi strani, kar pomeni, ta percepcija resnice je močno povezana. Jaz sem to v tej oddaji v bistvu povedal, da ima resnica mogoče v tem predvolilnem času še največji problem to, kar Stevanović nastopa. Ker ostali kandidati, ki so se udeleževali in kandidatke, ki so se udeleževali različnih soočenj, so v bistvu zelo dobro izpeljali tista soočenja in je ta odbojnost visoka, katero si je Stevanović pridobil skozi svoje prejšnje delovanje, v bistvu lahko tudi izziv. In bi mogoče lahko tudi kakšen glas več pobrali, kakor samo oziroma mandat, kakor so ga. Na drugi strani so pa demokrati, kjer je pa v bistvu ključ zelo podoben, saj moja percepcija tega pogleda na posamezno stranko. Logar oziroma demokrati so imeli sam problem, kako se čim bolj distancirati od SDS-a. Kako čim bolj nekako se riniti stran, pa potem so se levičarji mučili ga porivati spet nazaj na desno, in potem te špekulacije, komu pobira in komu ne pobira. Tako da je, pač on se je vsaj to deklariral, da sodi na sredino desno. Stevanović, kakor se spomnim, ni nikoli na glas posebej o tem govoril je o neki svoji poti, kar pomeni, da je poskušal nekako naslikati, to se pravi, da obstaja neka, horizontalna ravnina, on štrli v eno smer, levica štrli v drugo smer in to je vse, kar maste. Vsi ostali se lahko pa razvrstijo na levo pa desno. Tako da ta trenutek, ko pa začnemo špekulirati o koalicijah in potem, ko začnemo razvrščati, kam kdo paše, pa je lahko izziv. In jaz mislim, da pač resnica, po moje, naravno paše opozicija v tem mandatu. Naravno paše tja. Zdaj, komorkoli se bo priključila, bo imela izziv. Katerakoli koalicija, zdaj leva, desna, bo imela resnico noter, bo imela izziv, ker bo glede na način nagovarjanja, kot resnica nagovarja, in to je precej tak, če bi lahko rekli, da pri demokratih, pri Logarju nekoliko ta ženski princip ali pa poženščen princip, katerega recimo je absolutna manifestacija, prav Golob, tega ženskega principa v moški formi, je pri Stevanoviću ravno obratno. On je pa dejansko en tak moški princip v moški formi, in ta del je lahko problematičen za vse ostale. In nasplošno za slovensko volilno telo je to nekaj ni, kar bi na veliko pozdravljali. Slovensko volilno telo pač pozdravlja že od Kučana naprej neke, kaj ne rečem, neke momlače, neko besedičenje, ki na koncu lahko malo všečno, lahko malo ni, ampak na koncu v bistvu Ben točno ne razume, zakaj točno gre, in Golob je samo nek skrajna manifestacija v bistvu tega, ki pa še na glas blebeta iz dneva v dan drugačne stvari. Če smem tle samo dodati, jaz pa mislim, da ravno, da je resnica prišla v parlament zaradi Stevanovića. In pač to je moja ocena, osebna. Lahko se motim. Jaz se strinjam, da je prišla zaradi njega. Se pravi, če bi drugi bolj nastopali, po mojem, oni bi zgrešili parlament. Stevanoviću se je po tisti aferi, ki so odprli, vsaj sam sem to opazil, to sem tudi javno komentiral, videl, da je izgubil del svoje agresivnosti, ki je za ta del volilnega telesa privlačna. Se pravi, če želiš ti biti predsednik vlade, tak kot je Stevanović, ne smeš biti. Ampak njegov cilj, vsaj intimen, verjetno ni bil nikoli biti predsednik vlade. Je bil preboj v parlament in to je tudi on vedno poudarjal. In zato pač ti rabiš najdeti neko svoje volilno telo, ki je večje od 4% in to volilno telo graditi okoli nekega kulta osebnosti. In če zdaj gledaš Stevanovića, on je kot kult osebnosti in tle se pa zelo strinjam s tabo, on ne sodi v nobeno koalicijo, ker bo to izgubil. Namreč on je gradil na tem, da niti leva, niti desna ni v redu, da on je tisti, ki je edina prava izbira. In je v tem kontekstu podoben levici v njenih prastarih časih, ko je bila to antisistemska stranka, proti sistemu, se pravi moč ljudem. To pomeni, ne rabimo poslancev, ne rabimo funkcionarjev, ljudje naj vsem odločajo. Se pravi, ti ne moreš biti del vlade, ki je tipična institucija, ki deluje avtonomno od ljudi do naslednjih volitev. Ljudje so ji dali pooblastilo oziroma posredno preko parlamenta in deluje do takrat. Zato jaz tudi mislim, ko tudi podrobno poslušam Stevanovića, on pravi stalno o nekem sodelovanju in jaz mislim, da on nekako sedaj dela levo in desno,
koga bo podprl kot izven parlamentarna stranka. To smo že videli pri Šarcu. Imeli smo Levico, ki je bila nadkoalicijska stranka z ločenim sporazumom, ni bila del vlade, je pa vlado ločeno iz opozicije podpirala. To pomeni, nima ministrov, ampak načeloma glasujem tako, kot glasuje koalicija. Ne koalicijska, ne izven parlamentarna. Se pravičujem, izven koalicijska. Hvala, izven vladna stranka. V tem kontekstu. Jaz se to strinjam. Tukaj se tudi jaz strinjam, da bi resnica težko prišla toliko daleč brez Stevanovića. V tem zaključnem pa jaz mislim, da mu je to prej odmagal, kot pomagal. No, ampak zdaj je tako, kot je. Jaz mislim, da bi kakšen mandat še lahko dobil. Je pa to dejanski problem, to gradno okrog neke osebnosti, zato imamo vse te liste, zato imamo vse ta izpostavljena imena. In potem imaš v resnici problem, ker nimaš drugega človeka, nimaš nikogar, ki bi bil toliko tudi izpostavljen v nekem, to, kar imajo etablirane velike stranke, ker imajo pač nek nabor imen, imajo celo specializirane ljudi, ki nekdo hodi na soočanja s socialnimi temami, drug hodi za zdravstvo, tretji hodi pač tako naprej. In to bistveno ne zavije z poti, kot pa da moraš ti povsod biti samo ti kot ključno ime. Če smem tle samo ena stvar, to si lahko privošči po mojem mnenju samo recimo NSI, SDS, mogoče še Gibanje Svoboda, SD, zakaj? Ker te stranke so, Gibanje Svoboda je bila res stranka z ministri aktualnimi, ostale stranke imajo dovolj veliko zgodovino, da ljudje poznajo še koga drugega razen predsednika. Se pravi, prvo pravilo po mojem na soočenju je, da obraz mora biti intuitivno povezan s stranko. Sicer, ko ti gledaš soočenje, nekdo govori, prvi si ga videl, lahko je izjemen, če nimaš te povezave, samo podnapis spodaj ni dovolj. In z tega stališča recimo pri Stevanoviću, še njihova tale bivša kandidatka za predsednico republike, ampak še vedno ni bila dovolj časa in dovolj dolgo v javnem prostoru, da bi se tale moment v podzavesti človeka, ki to opazuje, sprožil in da bi se začela vzpostavljati neka simpatija. Da bi vodil idejo na ime. Če se mogoče za hip še ustavimo pri Stevanoviću, opazil sem v času predvolilne kampanje, pa tudi še prej, ko je imel kakšne te zapise, objave na družbenih omrežjih, so ljudje to delili, komentirali in so rekli, sej nisem za njega, ampak ima prav to, kar govori. Kako vidva zdaj to vidita v luči tega? Se pravi, a na koncu na volitvah kaj pol prevlada? A to, da nisi za njega, ali ti zdaj, da se strinjaš s tem, kar je povedal? Jaz sem tudi bil ene teh, ki sem rekel, interno sem rekel, vse, kar on pove glede tega gospodarskega programa, bi podpisal. Zdaj, njegova težava je, da ko to govori, nekako ne dobiš občutka kredibilnosti, oziroma kredibilnosti v smislu, da bo to bil sposoben speljati. Prvič mogoče malo zaradi naglasa, če sem malo tako žleh, druga pa stvar ta, ker ljudje še vedno gledajo tako, ta govori, a lahko to izpelje, pa vprašanje, a ima strukturo za sabo. In potem drugo vprašanje, če ta struktura ideološka meni blizu ali napačna. In potem tle se po mojem vsa zadeva sfiltrira. Tretja zadeva je pa ta, da ljudje se odločajo v politiki glede ideologije, identitete in lastnih interesov. In ta program pade v interesno sfero, ki je čustveno najmanj zavezujoč. Se pravi, bistveno bolj, recimo, jaz mislim, da slovensko politiko je v zadnjih desetletjih po osamosvojitvi najbolj zaznamovala ideološka delitev, in sicer na partizane in domobrance, če tako rečem. In ta je bila tako glasna, da v bistvu ta interesna sfera, ki je v resnici tisto, kar se meni pozna kot v denarnici, nikdar ni prišla v ospredje, in tudi na tej ideološki delitvi sta se zgradila dva bloka, levi in desen, ki ga pooseblja predvsem en voditelj, njegov antipod, in na podlagi tega, ker je bilo to 30-letja trajajoč proces, se je zgradila še identiteta in zdaj, čeprav ta ideologija popušča, se da zadevo graditi na identitetni identifikaciji, se pravi, ki je čustveno bistveno močnejša od interesne, ki je pa recimo zelo pomembna za Američane. Oni ključno gradijo na lastnem interesu. Ali bo meni v denarnici ostalo več? Ja, pa tukaj je še ena taka luškana retorična bravura, ki pa jaz mislim, da Stevanoviću strašno odmaga. In sicer gre za način podajanja tematik, da lahko govorijo o tem, da bo znižal davke, ampak samo, če bo njega volili. Da bo skrajšal čakalne vrste, če bojo njega volili. In ves čas se vrača na to, to je tipičen tak primer, je Trump. Tipičen tak, in v bistvu, to je nekaj, kar ni lastno slovenskemu volivcu.
To napihovanje, to je zelo podobno kot zakaj se v bistvu bogati podjetniki v resnici skrivajo. Se ne izpostavljajo, ne rinajo v ospredje, če odmislim, ne vem, Pečečnika pa teh enih par ljudi, ki je dalo neko že, kako bi rekel, krvavo zgodovino v medijih skozi, da se lahko danes brez kakšnih posebnih strahov v bistvu izpostavljajo. Ampak in ta del ga naredi, hoče ali pa noče, in jaz bom rekel, če tole spremlja, mu jaz res iskreno dobro namerno svetujem, naj to makne ven iz svojega besednjaka, preprosto zato, ker deluje poceni. Ampak jaz tle ne strinjam, ne? Zato, ker isto retoriko uporablja SDS. Ne? Ko bomo prišli na oblast, bomo to počistili. Ne? Isto retoriko je uporabljal Robert Golob. Ko bomo prišli na oblast, bomo počistili janšiste in je s tem celo zmagal. Ne? Jaz mislim, da pač in recimo Vrtovec, ne? Ki je dosegel v resnici izjemno dober rezultat, je uporabljal natanko isto retoriko v predvolilni kampanji. Ne? Je pač očitno, ne, ljudje hočejo, ne, ljudi, ki vejo, kaj bodo za njih naredili, zdaj pa samo vprašanje, ali intoniraš to retoriko na tisti bolj čustven nivo, ne, ali na bolj vsebinsko poln. In skaže se, ne, da v Sloveniji deluje bolj čustven nivo, ker programa praktično ne rabiš. Ne. Vsakdo promovira sebe, do tukaj je zadeva relativno enostavna. Stvar je pa v tem, ko ti začneš pa to potencirati na takšen način, kot to recimo konkretno Stevanović dela, spremljaj, pač seciraj kakšen njegov nagovor in boš šokiran pravzaprav, da v 10 tematikah, ki jih odpre, na koncu konča na eni taki čudni poziciji, da vse je to lepo in prav, vi kar poslušajte druge, ampak če boste volili nas, bomo mi to rešili. On ne govori o tem, kako se bo pogovarjal, on ne govori o tem, kako se bo povezoval, ne govori o izkušnjah, niti ne more govoriti, ampak pride na neko tezo, ki jo povprečen gledalec v bistvu spremlja in reče, ok, tole pa malo poceni, zelo preprosto. Lahko bi celo rekli, da je mogoče resnica najbolj izključevalna stranka ta hip v parlamentu, ker je že kampanjo gradila na tem, da itak so vsi brez veze, volite nas. Ampak a je mogoče potem Anžeta Logarja nesel to, da je še najmanj govoril v tem smislu, v prvi osebi, pač volite mene, da bom jaz to uredil, pa je govoril bolj v smislu Slovenija rab to, Slovenija ne rab tega. Mogoče to bil problem, da potem ni v tej kampanji toliko prišel do izraza, ker so vsi ostali pa v bistvu se na drugačen način rinili v ospredje. Mogoče, ali pa druga stvar je to, da ta ideja tretjega bloka, ne, teh ljudi je 10%. Ne. Se pravi, Logar plus Prebilič. Ne. Če to sešteješ, tega je pač 10%, ne, oziroma pač drugi dve, se pravi, leva in desna stran, ki sta se trudili za polarizacijo, sta pobrali ves kisik. Ne. In Anže Logar očitno ni znal najti neke dobrega pristopa, da bi si ta kisik ukradel nazaj. Namreč problem politike je, to je najtežja igra, ker to je igra ničelne vsote. Se pravi, to ni tako kot gospodarstvo. Gospodarstvo celo v povprečju raste tako, kot raste BDP. Ne? Ali pa nek borzni indeks, ne? Raste tako, kot raste indeks. Ne? Vse podjetja skupaj. To je igra ničelne vsote. Ne? Na voljo je 100 kosov pogače. Ne? Če jih jaz dobim 2 več, jih ti 2 moraš izgubiti. Ne? In to je najbolj kompetitivna tekma. Skratka, tukaj kisika ni. Ne? Če si kisika ti ne agresivno vzameš, ga pač nimaš. Ne? Tukaj je še ena malenkost. To igro, ki je igral Logar, ki jo v resnici še vedno igra, to povezovalno vlogo in tako naprej, v tako polariziranem prostoru. Ti potrebuješ, dajva reči, 2-krat močnejši kaliber, da ljudje razumejo to percepcijo, da bi bil nekdo sposoben to povezati, kar on obljublja. Logar pa ne deluje močnejši od skupaj od Janše in Goloba. Ne? In ko to si rečeš, super fino, držim pesti, upam, da mu bo uspelo in tako naprej, če ti je ta politika, kot jo Logar recimo promovira, pač blizu. Jaz mislim, da smo na koncu dneva si vsi na neki točki lahko celo strinjamo, da je generalno sporočilo slovenskega volilnega telesa je, dajte se nekaj že zmeniti, ne? Jaz sem za ta, ti si za unga, v redu, fajn, ampak na koncu, če država hoče naprej iti po neki poti, dajte se nekaj zmeniti. Zdaj smo pol, ne? To se pravi, imamo dve ekipi na igrišču, pa te vmes je še nekaj, bom rekel, takih, ki malo prečno tečejo, ne? In je to, ne? Ampak na koncu dneva, če želimo iti naprej, se bo na neki točki potrebno nekaj dogovarjati na takšen ali drugačen način, ne? In
vsi te strahovi, ki so v ozadju, glede na umešavanja, katerim smo bili priča od zunaj, bi rekel temu, čeprav lahko špekuliramo, ali so to res od zunaj ali niso od zunaj, v času predvolilne tekme različni akteri nas napeljujejo na to, da tisti trenutek, ko bo sestavljena kakršnakoli že koalicija po nekem tem obdobju, recimo, da ne gremo na predčasne volitve, bo nujno naslednji dan v bistvu sledilo nekaj, kar bo vsakomur, ki bo zasedal sedež na Gregorčičevi, strašno grenilo življenje. In to bojo ali protesti, ali takšno nagajanje, kar smo bili v preteklosti sicer že vajeni. Jaz samo mislim, da smo imeli v zadnjem času, to se pravi te 4 leta, na eni strani krepitev finančnega ozadja raznih, kako bi rekel, aktivistov, na eni strani, na drugi strani smo imeli pa krepitev, dajva reči, intelektualnega ali pa tega bazena znanja, kako peljati stvari, pa na drugi strani. Tako da bo ta del pravzaprav zelo zanimiv. Ampak, če se vrnem nazaj, kar se tiče tega pri demokratih, jaz mislim, da je v srednji handicap, da je ravno v tej želji povezovalnosti, katero je Logar ves čas promoviral, umanjkal ta vidik, da on sam ni deloval dovolj močno, da bi lahko, bom rekel, takšne, kaj ne rečem, sile, kot jo predstavljata na eni strani Janša, na drugi strani pa Golob, da bi lahko to nekako po domač pa spravil za mizo, pa se nekaj zmenil. A je naključje, Peter, da je Anže Logar edini predsednik stranke, ki je kandidiral na teh volitvah, ki je prišla v parlament, pa ni bil izvoljen? Naključje, zdaj ne vem, kakšna zarota bi lahko bila. Jaz mislim, tako kot sem povedal, bila je očitno napačna ocena, kje je lahko izvoljen. Še enkrat, to je treba res poudarjati, ker je volilni sistem kar kompliciran. Se pravi, vidimo, še državna volilna komisija ima težave s tem. Tudi, ampak se pravi, najprej se mandati razdelijo po volilnih enotah na posameznost. Najprej mora biti stranka čez 4%, potem se delijo mandati po proporcionalnem sistemu in vsaka posamezna stranka dobi neko število mandatov v volilno enoto, ki jih je 8. In potem se morajo te mandate razdeliti poslanci, ki so kandidirali v tej volilni enoti. Vsaka stranka lahko kandidira 11 poslancev, vsakega v enem volilnem okraju. In mandat dobi tisti poslanec, ki je dosegel največji odstotek glasov med svojo listo. Skratka, to, da govori nekdo, da je recimo Levica premagala Urško Klakočar Zupančič v Ljubljana center, kaže na to, da bodisi je ta nek človek, ki je aktivist in širi neka ideološka sporočila, bodisi ne razume volilnega sistema, najverjetneje pa oboje. Namreč Urška Klakočar Zupančič ali Anže Logar, se pravi, Anže Logar je tekmoval ne proti SDS-u ali proti Levici. On je v volilni enoti za tisti glas tekmoval proti Ostercu in proti vsem ostalim kandidatom, ki bi jih moral premagati. In jaz mislim, da je on svoje stranke. In jaz pač mislim, da on je tukaj naredil napako. Morda celo bi si upal reči, da se je bal kandidirati v volilnem okraju, ker je bil izvoljen kot poslanec SDS-a, ker če potem ne bi izvoljen, bi recimo SDS še bolj lahko po njemu udaril. In je šel se premakniti v Logatec. Potem pa druga stvar je tukaj, ki ima ta sistem naš tudi po mojem protiustavno, Ustavno sodišče je to že reklo, potem so malo popravili. Naši volilni okraji niso enako veliki. Se pravi, Anže Logar je dobil v Logatcu več glasov kot Osterc v Vič Rudnik 4, ampak ker je volilni okraj manjši, volilni glas v volilni enoti 4 šteje več kot šteje glas v Logatcu, in je dobil Osterc več odstotkov in zato je bil izvoljen. Zdaj, recimo, Eva Jergl, ki ni bila tudi izvoljena, ona ni bila izvoljena iz 2 razlogov. Prvič, ker volilna enota Postojna, oziroma ta primorska volilna enota, ni dobila sploh nobenega poslanca pri demokratih, in drugič, jo je celo poslanec ali poslanka, ne vem, kdo je bil, volilni okraj Postojna je prehitel Ajdovščino. Skratka, ta sistem je zapleten. Jaz vem, da so neki zelo veliki in vidni podporniki Anžeta Logarja živijo v volilnem okraju Vič Rudnik 4 in sem jih hecal po volitvah,
ti si glasoval proti Logarju, ne? Ker če si želel glasovati za demokrate, je morala ta oseba glasovati za Osterca, sicer ni mogla glasovati za demokrate. Skratka, ali gre za naključje? Mislim, ne gre za naključje, gre za napačno oceno tega, kdo je volilno telo demokratov, ne? Pri tem so se ušteli. Če so se ušteli pri volilnih okrajih, so se morda ušteli tudi pri volilnih sporočilih, ne? Namreč eno je stvar, kje kandidiraš poslance, potem pa s kakšno intonacijo ti nagovarja svoje volilno telo, ne? In kot sem rekel, volilni rezultati kaže, da gre za bolj desno, ampak še vedno sredinsko volilno stranko, ki lahko pobira tudi v levih volilnih okrajih, tudi tam je imela nekaj rezultatov, ne? Ja. In zaradi tega se je zgodilo, kar se je zgodilo. Pri starih strankah, kot so SDS, Nova Slovenija, se vsaj v prvi polovici poslancev to ne more zgoditi, ne? Ker tam obstajajo statistike, ki ti praktično do volišča natančno povedo, kdo bo izvoljen ali kdo ne bo izvoljen. Težava je v drugi polovici, zato ker pač tam imaš potem, recimo, če so velike stranke, lahko dobiš presenetljivo več mandatov in imaš neka volišča, ki se lahko obrne tako ali drugače. Zdaj, Edvard, ko je ravno Peter omenil že Evo Irgl, ne, oba z Anžetom Logarjem sta bila dolgoletna pač poslanca, ne, ona sploh. Ona je kandidirala v kraju, kjer je prej kandidirala, ne, glih tak ni bila izvoljena, se Peter je to že tudi razlagal, ne. Zdaj, kaj to pomeni? Zdaj, dejansko pač sam napačna izbira pač volilnega okraja oziroma volilne enote ali napačna strategija nasploh, ne? Ker dejansko, če bi kdo spraševal pred volitvami, recimo ljudi, kdo misliš, da bo izvoljen na listi pač demokratov Anžeta Logarja, verjetno si rekla Anže Logar, pa mogoče bi kdo dodal še Evo Irgl, ne? No, jaz bi šel mogoče en korak v stran, pa sem potem vrnil. No. In sicer jaz sem pač močen podpornik ideje, da bi to vrstne odhode pa prehode znotraj poslanskih skupin oziroma izstope iz poslanskih skupin in tako naprej enostavno prepovedal. V teh dveh primerih recimo je zelo evidentno, se mi zdi, da prav, ker si omenjal Evo Irgl, pa še posebej, da gre tukaj za neke ljudi oziroma obraze, kateri so zrastali pravzaprav na krilih in na denarju in na delu in tako naprej, se so tudi oni sodelovali, ni zdaj, da ni nihče nič delal za pač neko stranko, v tem konkretnem primeru govorimo o SDS, in je potem to pač zdaj neka posledica, katera se je prelila v novo formo, konkretno v demokrate, kjer pa več kot očitno kritike, ki so letele na oba dva, so mogoče celo en del upravičen. V smislu, da bi bilo potrebno nekoliko več, ne samo, kaj ne rečem, ne samo kazati, ne samo pač filozofirati, da nisi ne za tega, ne za unga, da je potrebno neko stališče le dati na mizo, da se je potrebno povezati z nekimi vrednotami, neposredno in tako naprej in to zelo glasno pravzaprav na nek način promovirati. Jaz moram reči, ko sem zvedel, da oba dva nista izvoljena, jaz sem bil v bistvu presenečen. Jaz se globoko strinjam s tem, kar je Peter, pač jaz sam imam velike izzive pri razumevanju recimo volilnega sistema in me na koncu dneva moraš res pač tisti, ki znajo in zadevo izpeljajo. V tem konkretnem primeru imam pa pač še iz tega čist takega komunikacijskega vidika, bi si, bom rekel, jaz sem pričakoval, da bo to nekoliko bolj agresivno, nekoliko bolj v ospredju ta del, da se jasno pove, kaj in kako. Ampak je to verjetno na koncu dneva po črto bilo na eni strani kombinacija volilnega sistema, na drugi strani pa tudi v bistvu verjetno si marsikdo rekel, sej mogoče pa ni posebne škode, tudi če je bila izvoljena, pa ni bila izvoljena in tako naprej. Zdaj, rezultat volitev je tesen tudi ne nazadnje med pač glavnima strankama ali pa strankama, ki sta dobili največje število glasov. Ne glede na to, aktualni premier Golob je nekako prevzel tu iniciativo, tudi to ambicijo jasno izkazal, da bi rad ponovno sestavil vlado. Zaenkrat nič ne kaže sicer, da bi bil pri tem zelo uspešen. Če recimo primerjamo to situacijo po volitvah leta 2018, ko je Marjan Šarec, ki je bil pač bistveno zaostajal za SDS po volilnem rezultatu, tudi praktično naslednji dan po volitvah začel sestavljati vlado, se mi zdi ta proces dosti hitreje tekel.
pa ni bil niti blizu temu, da bi bil relativni zmagovalec. Kako vidva ocenjujete zdaj te poteze Goloba? Je prav, da je on takoj šel v to neko ofenzivo, ali se utegne zdaj v bistvu malo izčrpati, da tako rečem, bi bilo bolje, da bi malo počakal, da pač najprej vidimo uradne rezultate in tako naprej, ker vemo, eno je pač politična realnost, ki je dnevna, drugo pa je slovenski pač postopek, ki je kakršen je. Se pravi, da moramo čakati kar lep čas še, da dobimo uradne rezultate po volitvah in tako naprej. Če zdaj razdelimo recimo trenutno izvoljene stranke na leve, desne, pa resnico, ki je kot antisistemska. Okay. Se pravi, pustimo zaenkrat izven naše šahovnice, imamo na levi strani 40 glasov, to pomeni še 6 glasov, tudi če bi še 2 manjšinca pritegnili nekako k sebi, so to še vedno 4 glasovi do absolutne večine, kar je zelo veliko. Druga stran ima 43 glasov in je v tem kontekstu v boljšem položaju. Zdaj, Robert Golob je, kot sem že prej rekel, je človek, ki temelji na diskreditaciji. In tudi te volitve, verjetno na koncu je tole afero Black Cube, kdorkoli jo že zakuhal, to niti ni pomembno na koncu. Na koncu je pomembno, kaj volivke in volivci razumejo, ker potem na podlagi tega se odločajo. Tudi če razumejo to narobe, razumejo kot pač razumejo in glede na to glasujejo, je tudi uporabil diskreditacijo. Potem recimo spravil se na opozicijsko stranko Novo Slovenijo, v 2 zadevah, v kazenski zadevi Knovsa, spravil se je pri preiskovalni komisiji, in jaz mislim, da zdaj pač on, prva stvar, njihove glasove bi rabil. In on more najprej vse te stvari zgladiti. Zato pa on govori, da je treba najprej zgraditi zaupanje in je ubral to pot, ali bo pripeljala do konca in pol povedal, kaj si mislim. Ampak jaz mislim, da to je edina možna pot, ki jo on imel na mizi. Če še malce tle cinično prepolno mimogrede, šel sem danes iskati ta posnetek Vesne Vuković na maske pade, pa so očitno nekateri posnetki umaknjeni. Tako da tudi glede to morda poglejte, ampak ker je bilo zanimivo, mi je prišlo na misel, ker govori, da treba zgraditi zaupanje, in mislim, da tam Vesna Vuković ne vem komu po telefonu reče, to je naš Robi, on pač misli, da če boš dal ljudem zadelati, potem se bodo spreobrnili. In morda je pa tisti, to dodatno dokazuje avtentičnost tega posnetka, ker to, kar opazujemo zdaj, je verjetno res sledi tej filozofiji. Se pravi, jaz skličem sestanek, vsak mu dam nekaj zadela, da bomo rešili to Slovenijo iz te krize, in ljudje se bodo spreobrnili in bodo potem nekako potegnili z mano v koalicijo. Bi pa pozoril nekaj drugega. Jaz mislim, da ta situacija, to, kar se ne poznam, najprej ne povem, da tokrat nimam nobenih vpogledov v ozadje, vse gledam iz, kar je javno dostopno, ampak se mi zdi zelo podobna po razpadu Šarčeve vlade. Takrat pa sem imel informacijo, da naj bilo celo Toninu obljubljeno, da če bo uspel sestaviti skupaj potegan del SMC in tako naprej, da bo predsednik vlade, in potem se seveda to ni zgodilo. Se mi zdi nekako takole, da zelo aktivno igro zdaj igra Jernej Vrtovec. Se pravi, to, kar so prišli zdaj, Bojan Požar, mislim, da je objavil to na X-u, da so se dobili Vrtovec, Resnica in Logar, da se tukaj neka zadeva v ozadju kuha. In sicer, kot poslušam, pa tukaj pa imam neke povezave z ljudmi iz ozadja, pa ne iz politike, bi rekel, da gre zdaj nekako v 2 smeri. Prva stvar, ki bo že zelo jasna, bo naslednji petek. Se pravi, 10. aprila, ena opcija, na katero bi recimo, če bi zdaj šel staviti, bi stavil, da bo verjetno en od resnih kandidatov za predsednika parlamenta Jernej Vrtovec. Če bi bilo to izvoljeno, potem bomo imeli že orise koalicije, ki ne bo Golobova. Druga varianta je pa ta, da zelo zagotovo se v prvem času, se pravi, predsednik druge največje stranke čaka, da si Robert Golob polomi zobe. Ker s tem se izogne 2 zadevam. Prvič mu da čas, da pač se stavi zadevo kot zmagovalec, relativni zmagovalec volitev. Drugič, izogne se nepotrebnemu konfliktu s predsednico republike, ki je že, ona ne zna skriti svojih političnih preferenc, zato jasno razkrila, komu mandata ne želi podeliti. In tretjič pač, vedno je lažje, se pravi, ker je Robert Golob zmagovalec, on pa trenutno v relativnem smislu ni zmagovalec, je fajn, da izenači rezultat 1-1, se pravi, če pade na prvem glasovanju, potem bo tudi Robert Golob poraženec in v tem primeru večji poraženec, ker mu ni uspel veliki met. In potem pride tukaj drugi krog in v drugem krogu je mogoče vse. Po mojem mnenju, v drugem krogu verjetno se bo odločalo, prvič ne verjamem, da bo v prvem krogu vlada šla čez, mandatar šel čez, v drugem krogu se bo zato zelo verjetno odločalo tudi, najmanj tudi o desnem mandatarju, namreč predlogov je lahko več. Če predsednica ponovi svoj predlog ali da drugega, se najprej glasuje o njenem in potem o ostalih po vrstnem redu.
In potem morda v tretjem krogu, če tudi ta drugi ne bi šel čez, ker v trenutni konstelaciji, vkolikor ne pride do kupovanja poslancev z leve ali desne strani, da ne bo pomote, oboji verjetno targetirajo podobne metode, potem se bo verjetno sestavila neka tretja zadeva, in zdaj stališča politične legitimnosti. Imamo nekako 3 osebe, ki se lahko potegujejo v vsakem krogu za mandatarja. Prvi Robert Golob kot relativni zmagovalec, drugi zagotovo Janez Janša, ki mu ne sledi prav veliko po rezultatu, in potem, če nič od tega ne bi šlo, če bi se iskalo neko tretjo pot, potem sam ne vidim drugega kot Jerneja Vrtovca. Namreč on je tretji po vrsti in če tema dvema ne uspe in če želijo recimo se dogovoriti vsaj za neko projektno vlado, ki bo izpeljala nekaj v nekem času, potem je on zelo verjetno tretja izbira, vkolikor ga ne bodo izvolili že za predsednika parlamenta. Naj pa rečem to, da v našem ustavnem sistemu ne verjamem v predčasne volitve pred sestavo vlade, ne verjamem niti v redne volitve, se pravi moja največja verjetnost dajem temu, da vlada neka se bo sestavila, tudi tako je, in neki novi poslanci, ki so prišli, zdaj kmalu bodo prejeli svojo prvo plačo. In po svoji prvi plači, ko bodo videli, koliko je više tiste, ki so imeli prej, taki poslanci obstajajo, bodo naredili vse, da nek mandatar, se pravi, vendarle je izvoljen, v tretjem krogu je lahko izvoljen celo z relativno večino. Jaz tukaj v bistvu bolj kot višina plače, se mi zdi bolj ta del oportunizma, katerega vodi en velik del volilnega telesa, da bo v bistvu relativno udobna služba potem sledila. No, ampak kar se tiče, govorim na delovnem mestu poslanca. Kar se tiče pa sestavljanja vlade, pa jaz ta trenutek vidim v bistvu samo eno pravo možnost. Vse ostalo so mi sicer vse simpatične špekulacije. Prava možnost je, da bo prišlo do poskusa v drugem krogu, da bo sestavljal vlado Janša in sicer, da bo resnica ostala zunaj in da bo ta šibki člen iz leve strani v bistvu SD, s katerim bi se bilo dobro usesti, pogovoriti in videti kaj in kako, ker če bo SD vztrajal naprej na tej poti, v kateri je vztrajal, bo v bistvu jaz jim dam še en mandat, mogoče 2 in jih ne bo več. In zdaj, če sestavimo zgodbo z SD-jem, brez resnice, dobimo tukaj še nekaj, kar je Logar ves čas napovedoval, da on bo šel v vlado, če bo v vladi ena leva stranka. Dobimo eno zelo zanimivo matematiko, ki pa ima skupaj, mislim, da koliko 48 glasov, pa še 2 manjšinca, to je 50 glasov. To je v bistvu zelo udobno vladanje. In jaz mislim celo, da bi SD na tak način prišla nazaj na horizont nekih resnih strank in se počasi odtresla ven tistega bremena, da itak znotraj vrha SD-ja deluje ena taka speča celica skrajnih levičarjev, ki jih ves čas tlačijo v naročje levice. To je moja nekak projekcija za naprej. Jaz v druge variante ne verjamem, razen če bi prišlo na silo do nekega sestavljanja Golobove vlade in bo to potem trajalo, eno leto, da se bo ta zgodba potem sesula sama vase. Zdaj, če je to v interesu, bom rekel, Slovencev, je to zdaj druga stvar, lahko špekuliramo, ampak na tak način jaz mislim, da s takšno konstelacijo neke nove, v bistvu 4. Janševe vlade, da bi imela v bistvu Slovenija celo neko realno možnost nekega razvojnega potenciala za naprej. Jaz bi sam to rekel, kot imam komentarje, preden gremo naprej. In to, kar sta povedala, se mi zdi, da v interesu in Logarja in Stevanoviča je, da nekako usklajeno nastopata, ker pač 6+5 je veliko več kot pa 6 ali pa 5. Je pa res, da če temu dodamo še pa Novo Slovenijo, je pa to toliko veliko, da se težko karkoli brez tega sestavi, oziroma praktično nemogoče. In mogoče to, kar praviš, to, da je, če sem prav prebral, Vrtovec prvič povabil ju na sestanek, pa potem so se zdaj drugič dobili, je lahko v funkciji tega, da si on nabira glasove za svojo morebitno kandidaturo za predsednika državnega zbora. Ampak ok, pojmo naprej. Zdaj, Janez Janša trenutno je pač bi rekel,
ti si kolesarski človek v zavetrju, se pravi, ne vodi tega vlaka, kolesarskega čaka v zavetrju, je pa rekel v svojih medijskih nastopih, da bo počakal na konstituiranje parlamenta, na potrditev mandatov, da bodo potem pogledali, kdo poimensko, če tako rečem, med poslanci je izvoljen in bo tu potem gledal, če lahko dobi pač zadostno podporo za to, kar on misli, da je prava pot za Slovenijo. Zdaj, če malo poenostavim, prevedem, ne bo se pogovarjal z strankami ali pa z lideri strank, ampak se bo pogovarjal z konkretnimi poslanci. Pa me zanima, če mislite vidva, da je tak pristop lahko uspešen. Najprej, tle treba biti toliko fair, ker sem tudi poslušal ta intervju z Janšo in je takoj dodal, ker očitno takoj ocenil, da bo to tako interpretirano, da pri tem ne misli, da je krast poslancev. Zdaj, ali lahko tem verjameš ali ne, ampak je treba biti toliko pošten, to je dodal, On je rekel, da bo videl, ali se bo dalo s takim parlamentom potem delati, Zdaj, jaz sem tako razumel, da ne bo kupoval glasov, ampak če bo pač mu pa poslanci rekel, da mu bo dal, ali pa da bo recimo iz druge stranke glasoval kontra, kar potem prije do konflikta v stranki. Zdaj, tisto, kar je Edvard prej rekel, jaz kakršnakoli koalicija že bo, si želim, da je tu koalicija strank. Namreč koalicija z kupljenimi poslanci bo imela ne bo imela legitimnosti, dajmo takole reči. Se pravi, razumem, da pridejo prestopi poslancev znotraj mandata, ko se pokaže neke ideološke razpoke in potem poslanec izstopi. Ampak zdaj, da ti nisi nekaj vedel, ko si bil izvoljen, še preden je vlada se sploh formirala, je pa res malce za lase privlečeno in taka vlada, če bi to naredila desna vlada, bi sledili protesti NVO-jev, če bo to sledila leva vlada, bo opozicija vse svoje sposobnosti destabilizacije uporabila in bo spet napadala tako vlado in bo še bolj v bistvu zaupanje državljanov v demokracijo bo padlo. Zato si jaz srčno želim, da kakršnakoli vlada se bo sestavila kot celota, ne s kupovanjem poslancev preko katerega koli, se pravi iz katerega pola na katerikoli drugi pol. Bi pa tle dejal še eno zadevo. Demokrati imajo tukaj resno težavo, ker predsednik ni izvoljen. Zato, ker na koncu, ko si ti tesen rezultat, ti kot predsednik, če ne drugega, imaš vsaj en glas, če si izvoljen. Se pravi, vsaj svoj glas kontroliraš. In tukaj naj pozorim, da tako situacijo smo mi že imeli, ko predsednik ene stranke ni bil izvoljen. To je bilo v 2008. Takrat potem se je sestavila vlada Boruta Pahorja, ko Karel Erjavec ni bil izvoljen kot poslanec. In takrat, dajmo se spomniti, kaj se mu takrat zgodilo. Takrat je on bil v predhodni vladi, mislim, da pri Janši je bil on obrambni minister, če se ne motim, in on je zahteval od Pahorja, da obrambni minister tudi ostane. Pahor mi je dal košarco in je potem on zamrznil pogajanja, in njegovi poslanci so mi rekli, dragi Karel, ti glasu nimaš, ti kar zamrzni pogajanja, mi bomo šli pa v vlado brez tebe. In skratka, potem je pristal na Ministrstvo za okolje in prostor, se ga tiste zelo glasne kante na koncu tudi odnesle. Skratka, predsednik parlamentarne stranke, ki ni poslanec, je v izrazito šibki poziciji. Ker čeprav je lahko zdraven, je zdraven samo kot gost. On ni kot del tega cirkusa in te zgodbe, in kot rečeno, ko šteje vsak glas, on glasu, ki šteje, nima. In tukaj je zdaj težava. Druga težava pa verjetno ta, da če so napačno predvideli volilne okraje, in so recimo bili izvoljeni nekje iz volilnih okrajev, ki niti približno se ti ni sanjalo, da bo to tam izvoljen, daš tja nekoga za to, da lahko volivci tistega volilnega okraja tvojo stranko obkrožijo, serije ne morejo. In vprašanje, če ti tega človeka tako dobro poznaš, in v tem kontekstu lahko seveda zdaj izkoristiš ta čas, ker Robert Golob nekako izvaja neko, se pravi, opravičevanje do svojih prejšnjih sopotnikov, da ga spoznaš, ampak ne vem, če je to dovolj časa. Še zadnje vprašanje, mogoče Edvard, rekla sta, oziroma rekel si, pač pristopi takoj po volitvah poslancev, ti si rekel, sploh niso v redu, Peter je rekel, takoj po volitvah niso v redu, ampak če zdaj mogoče drugače obrnemo, recimo Zoran Stevanović, lider resnice, je rekel, jaz z Janšo ne grem v vlado, zdaj recimo si premisli pa reče, jaz grem z Janšo v vlado, a ima pa en njegov poslanc legitimnost pa reče, poslušaj, jaz sem kandidiral na listi stranke Resnica, naše stališče je bilo, da mi ne gremo v vlado z Janezom Janšo, jaz pa zdaj ne bom take vlade podprl, recimo.
Jaz mislim, da ja, saj to je v bistvu notranja demokracija poslanske skupine. Saj v končni fazi, kolikor vem, še vedno velja, da je poslanec v bistvu neposredno vezan na voljo, to se pravi odgovarja svojim volivcem, ne predsedniku stranke. Vsem naj bi odgovarjal, Okay, čeprav vemo po volilnem sistemu. No, ampak ta moja špekulacija, kot sem rekel, pač, da ne vem, če bi povabili SD v desno vlado, potem Stevanovič ostane itak vzunaj, ker njegovi glasovi niso potrebni, on nahrani to svojo ambicijo, da je lahko konstruktivna opozicija, podpre, kar pač mu paše, kar mu ne paše, lahko ostro nasprotuje. In je v bistvu tako, v mojih očeh je taka čudna win-win situacija, za vse po malem. Ampak kot sem prej rekel, jaz recimo bi to prepovedal. Enostavno bi prepovedal. Ti si prišel na neki listi neke stranke pač v parlament, ti si znotraj tega parlamenta in zdaj, če ti kaj napaše, lahko mirno odstopaš kot poslanec. Pride naslednji za tabo in je to. Zdaj, če se ne strinjaš z odločitvijo svojega predsednika stranke oziroma poslanske skupine, tehnično gledano svojega šefa, pač glasuješ drugače. In tako naprej. Tako da je pa res, da za vse to, kar jaz govorim, potrebuješ neko višjo stopnjo neke hrbtenice, integritete, ker potem v teh primerih se pač tako ali drugače sprožajo neki mehanizmi medijev, socialnih omrežij in tako naprej in si lahko zelo hitro Če smem samo to dodati, tukaj je še dodatna težava, da je ustava določa, da so volitve predsednika vlade tajne. Se pravi, in tukaj lahko stranka nadzoruje svoje poslance samo tako, da obstruira to glasovanje, če ne želi dati glasu. Zdaj pa pač noben ne more prisiliti nekoga, da nekomu da glas, lahko sicer zahtevajo neko slikanje glasovnice, ampak to verjetno se da tudi kaj sfalsificirati. Skratka, edina opcija, ki jo ima stranka, če želi res izvajati nek nadzor, ampak samo v primeru, ko odreče podporo. Se pravi, v primeru, ko je pa podpora dogovorjena, veliko lažje torej nasprotni strani kupovati poslance, da nekoga ne podprejo. Ker potem pač tega ne moreš nadzirati, ker on je tam. Kaj pa on naredi v tisti kabini, pa ne ve nihče. Bomo videli, kaj bo. Jaz bi sam še to dodal. Kot 20-letni član stranke Socialni demokrati, ne vem, kjer poslanec SD-ja preživi to, da glasuje za vlado Janeza Janše, ampak mogoče dočakamo. Mogoče bo padel za više dobro Slovenije. Mogoče kdaj dočakamo tudi to, vsekakor bomo še komentirali. Za danes Peter Gregorčič, Edvard Karič, najlepša hvala za vsa vajina pojasnila. Jaz mislim, da smo dali kar neki kosti za glodati, marsikjer videti, tudi mogoče kakemu izmed naših gledalk in gledalcev. Vam seveda hvala za pozornost in se vidimo v petek, do takrat pa kot zmeraj lahko noč in srečno.